V precej kratkem času so na Univerzi v Mariboru vzpostavili sistem dela in študija na daljavo, na katerega so prišle vse članice univerze. Ocenjujemo, da je bil prenos dela na daljavo uspešen in tudi ugotavljamo po podatkih, ki jih imamo, da teče proces v vseh tistih oblikah, ki jih je možno izvesti na daljavo, v enakem obsegu, kot je tekel prej, in tudi ugotavljamo, da je interes študentk in študentov za udeleževanje v takšnih oblikah izjemno velik. Tako da smo v splošnem zelo zadovoljni z oblikami in načinom izvajanja študija, kot ga trenutno izvajamo. Ugotavljajo pa že, kako bodo preventivni ukrepi vplivali na izpitne roke. Določene oblike znanj se lahko preverijo na daljavo in to profesorice in profesorji tudi počnejo. Seveda pa je kar nekaj takšnih, ki pa jih ni mogoče ocenjevati na daljavo in tudi ne izvesti na daljavo. Trenutno je bila ustanovljena delovna skupina v okviru Rektorske konference Republike Slovenije, ki pravzaprav išče tehnične rešitve, s katerimi bi lahko to izvedli, kljub temu nekaj časa do izpitnega obdobja je še. Seveda pa hkrati potekajo tudi intenzivne aktivnosti na vsebinskem delu reševanja problema, tako da jaz verjamem, da bo do časa, ko bo prišlo izpitno obdobje in če bodo takrat veljale še takšne razmere, kot veljajo danes, tudi mogoče ta problem rešiti. Trenutno pa rešitve še nimamo. Eden od odprtih problemov pa je še izvajanje prakse in obveznih vaj. Ta problem rešujemo. Seveda bomo naredili vse za to, da bodo študentje lahko v čim večji meri normalno zaključevali in nadaljevali svoj študij. Veliko aktivnosti teče na področju izvajanja tovrstnih aktivnosti tudi v okviru univerze, tudi v okviru simuliranih pogojev, seveda tam, kjer je to mogoče na ekvivalenten način. Kjer pa to ne bo mogoče, pa bomo našli rešitve, ki bodo omogočali ali naknadno izpolnjevanje teh obveznosti ali pa v kakšni drugi obliki priznavanje tega, če bo seveda znotraj akreditiranih študijskih programov to prepoznano kot ustrezno. Če ne bo šlo drugače, bodo pri kakšnih dejavnostih pomaknili študij tudi na poletje ali jesen. Več možnosti je, pri tem seveda smo skušali izvesti vse, ki so v tem primeru mogoče. Pokazalo se je, da je lahko kar nekaj laboratorijskih vaj, ki vključujejo določeno opremo, možno virtualizirati in na ta način študentje pridobijo enako kakovostna znanja. Je pa res, da je pa kar nekaj takšnih oblik izvajanja študijskega programa, ki pa jih na ta način ni mogoče izvesti in tukaj bomo pa morali razmišljati tudi o prestavitvi teh obveznosti, bodisi v poletni čas, bodisi v naslednje študijsko leto. Pa vendar upajo, da bodo vse izzive rešili že v tem, tako da ne bo prestavljanja.